Evo, bomo kar začeli, da bomo točni, ker je čas en pomemben vir. Tako da lepa hvala, da ste prišli. Smo se že hecali danes, da je živijo, evo, soli so, da smo zelo v znamenju kruha in iger. Dobesedno, zunaj so igre, tukaj bomo imeli pa malo o kruhu, metaforično. Tako da hvala, da ste se udeležili tega drugega krožnega abonmaja. Prvi je bil posvečen temu, kaj lahko na področju oblačenja naredimo. Danes se bomo pa, kot rečeno, posvetili hrani in prehranjevanju v celotni, rečemo kar prehranjevanju in celotni nekako verigi vrednosti na tem področju. Tako da z nami je Eva Tividar. Živijo, lepo pozdravljeni. Ki je ena od gonilnih sil v ekipi Graške. Tako da Martina smo mu dovolili, da je danes izostal, ampak ravno to je ta duh sodelovanja. Smo se tudi pogovarjali, če ni ekipe, tudi projekti ali pa iniciative, kakršno v Graški peljete, ne more iti naprej. Zdaj pa najprej nekaj o Evi, ki je ena zelo zanimiva mlada dama. In sicer bodoča ministrica, mogoče tudi, da smo v teh vodah, to je ne vemo, vesolje posluša, ampak magistra pa zagotovo, biotehnologija. Kje si zdaj? Prehrana v bistvu. Ja, prehrana. Kaj ta mogoče, če nam malo poveš o tem tvojem študijskem izboru, pa bova pol še ostale stvari? V bistvu jaz sem v procesu zaključevanja študija prehrane in na tej svoji poti sem se začela vedno bolj zanimati tudi za vidik trajnosti, ki seveda vključuje hrano na različnih področjih. In zaradi tega sem v bistvu tudi že Kučo, ki je bila Martinov prejšnji projekt, do konca korone v bistvu zvesto spremljala in občudovala ta neinvaziven pristop širjenja dobre vesti in spodbujanja trajnosti na vseh stopnjah od pridelave, torej od vile do vilice v bistvu. In tudi ta harmoničen pristop k pridobivanju širših množic ljudi, ne samo teh, ki se prehranjujemo vegansko, vegetarijansko, ampak tudi ostalih vsejedcev. In kot verjetno tudi tisti, ki ste hodili v Kučo, veste, so tudi vsejedi bili kar zvesti privrženci te zgodbe. Tako da je zelo inspirativno. Ja, in mogoče ta tvoja zgodba, da še malo pri tebi postaneva, ti si tudi en poliglot, govoriš 6 jezikov, kar je neverjetno, in tudi pomikala si se po različnih državah in zaradi študija in zaradi ljubezni do potovanj. Si tudi zelo ustvarjalna, slikaš, igraš klavir, fotografiraš, tako da mogoče kako tudi to vpletaš v to svoje delo na področju prehranjevalnih navad, kulture v bistvu prehranjevanja. V bistvu bi lahko rekla, da mogoče, ker sem velik ljubitelj umetnosti in tudi arhitekture, to vpliva konec koncev na neko estetiko, ki se odraža tudi na krožnikih, sama postavitev, barvne palete in pa upoštevanje načel sezonskega, lokalnega, nekako vse skupaj harmoniziram. Seveda pa upoštevam tudi načela hranilnih vrednosti, da je res človeku koristno in pa hkrati se trudim, da je tudi okolju čim bolj prijazna. Tako da vidimo, kako je en tak multidisciplinaren pristop ali pa poznavanje različnih področjih pomembno, ko ustvarjamo neke presežke ali pa tudi inoviramo, kar v okviru Graške delate. In mogoče zdaj do tega modela, ker za Graško se kar reče, da je tukaj en model zadaj tega, kako pristopate k vsemu skupaj. Kaj so neke sestavine tega modela? Res je. Naši poudarki so predvsem podpiranje lokalnih, regionalnih dobaviteljev in pridelovalcev, domačih kmetov, in v bistvu gre za, to se zdi meni res zelo pomembno, nek preplet tradicije skozi sodobne pristope in na ta način stremenje k nekim trajnostnim pristopom, lahko rečem tudi čim bolj regenerativnim.
Tako, v tem smislu. Ker veliko govorimo, ne, v Sloveniji smo imeli tudi recimo sama predsednica Nataša Pirc Musar je sprožila posvet na temo tega, kako ta prehrambni sistem narediti čim bolj odporen v Sloveniji, ne, ker je to del tudi naše suverenosti in varnosti. Ne. Hrana je res strateška tema. A ne. Ja. In vem, da zdaj recimo v Velenju tudi vzpostavljate en tak hub ali pa en manjši ekosistem okrog tega, kaj vse se bo pa tam vpenjalo noter v ta graška razširjeni model. V bistvu skušamo vzpostaviti en kompleks, ki bo en teritorij za pridobivanje od recimo nekih gob, ki dobro uspevajo na tem našem področju v centralni Evropi, do tega, da bomo preko teh gob in miceljev prišli do nekih substratov, ki bodo mogoče drugim kmetom v širšem ali ožjem področju Slovenije služili kot substrat pri njihovem pridelovanju različnih poljščin, žitaric, sadja, zelenjave. In na ta način bi se vzajemno podpirali na področju Slovenije in tudi širše. Ker spet sistemski pristop, krožna načela, kaj za nekoga, vhodna surovina, kako to pomaga. In mogoče zdaj rečemo pol vedno, kaj pa je tle praktičnega. Ne? Zdaj za naše te jedilnike, ki si jih mi sestavljamo, v Sloveniji, tudi v okviru projekta, ki ga imamo, Positive Sustainable Lifestyle, smo ugotavljali, ko smo imeli te living lebe, da mi smo zelo tisti goveja juha v nedeljo, brez tega nam živeti ni. In potem pa, če si pa vegetarijanec oziroma če celo vegana, potem pa marsičesa ne vneseš v telo in to že ne more biti dobro. Kako bi nam ti tle odgovorila? Ja, res je. Mislim, Slovenci smo precejšnji tradicionalisti in to bolj vpliva tudi na naše dojemanje in sprejemanje nečesa novega, inovativnega, kot je to mogoče tudi graška in njen trajnostni model, ki ga predpostavljamo. Ampak skrbno izbiro, mogoče se je treba malo bolj spustiti v študije ali pa mogoče tudi z obiskom pri nas, ker se bolj spoznamo na te zadeve. Lahko ljudje res spoznajo tudi še tako skeptični, da se z nastavitvijo nekih primernih razmerij, kakovostnih sestavin, lokalnih surovin, da sestaviti zelo dobre in tudi nedrage krožnike. Ker se mi zdi, da je tudi to ena izmed problematik, da ljudje še vedno mislijo, da je mogoče veganska hrana, sploh ko slišijo izraz veganska, zelo draga in da gre v bistvu za ene in iste generične primere, kot so, ne vem, karikiram, ocvrt sir, tudi rečejo sir, ker tudi ne poznajo v bistvu, kaj ta veganska hrana zajema. Zato se mi tudi v bistvu otepamo tega izrazoslovja vegansko, ker ima na našem področju precej negativno konotacijo in raje rečemo polnovredno rastlinsko, sploh polnovredno, ker kot pravim, nekatere poljščine, žitarice so odličen vir od beljakovin, kompleksnih ogljikovih hidratov, ajda, proso, ki sta naši tradicionalni oziroma kulturni poljščini, neka kulturni način dediščina naše zemlje. Sta tudi odličen vir nekaterih antioksidativnih spojin. Res mislim, da se premalo zavedamo, kakšne dobrine nam ponuja naša zemlja. Tako da bi morali še te stvari dosti bolj raziskati. Raziskati in se k njim nekako vračati. Ti si rekla lepo, in polnovredno, in rastlinsko, in tradicionalno. Ajdo si omenila, koliko je pesmi v ljudskem izročilu. Ajdo žanjemo, že ajdo zori. Tako da ajdo je res nekaj, kar nam je zelo blizu. Ampak mogoče, če nam poveš še, kaj imeti v svoji shrambi ali pa doma, zato, da si tak obrok lahko, če ne gremo ravno v Graško, jaz osebno zavijam čez reko v Graško in dobim že vse skuhano. Ampak kaj imeti doma, da se lahko recimo v tem življenjskem ritmu, ki ga tudi imamo, ki je žal prehiter dostikrat, naredimo en tak polnovreden obrok? Kaj bi bil tvoj nasvet? Je gotovo neka domača žita, žitarice, kot so že večkrat omenjena ajda. Meni se tudi proso zdi odličen vir beljakovin. In se da narediti v bistvu in na sladek in na slan način za glavno jed, za zajtrk ali pa za kakšno lahko večerjo.
Trudimo se tudi zbirati sezonsko, lokalno sadje in zelenjavo, ker se mi zdi, da s tem, ko bomo podprli domače pridelovalce, se bo, ne vem, celoten trg, sicer to še vedno velik izziv, ampak celoten trg se bo precej obrnil in tudi stvari se lahko na ta način pocenijo in so bolj dostopne tudi za tiste bolj ranljive skupine, ki si ravno zaradi te svoje ranljivosti mogoče ne morejo privoščiti kvalitetnih lokalnih surovin ali pa v bistvu še niso dovolj ozaveščene, poučene. In mogoče tudi problem v bistvu na šolski ravni oziroma ravni izobraževanja in bi morali večji poudarek dati že v osnovni šoli. To, kar si zdaj omenila, je tudi ena res pomembna tema, ta cenovna občutljivost. Jaz se spomnim mnogo let nazaj v takrat našem najboljšem sosedu, trgovcev, smo imeli tudi en seminar in smo gledali podatke, kaj njihovi zaposleni, prodajalci, ki so imeli pač slabe plače, če temu tako rečemo, kaj se znajde v njihovih nakupovalnih košarah. In znašli so se res prazni proizvodi, kar se tiče kalorične vrednosti, hranilnosti, da ne govorimo o konzervansih, koliko jih je v tem. In smo se o tem pogovarjali, da za enak znesek bi v tej košari lahko končali čisto nekaj drugega, ampak ni tega znanja, ni te ozaveščenosti ali pa tudi občutek potem nek manj vrednosti. Zdaj sem si pa kupil, ne vem, prosojo, to pa res, nisem si kupil, ne vem, čokolade Milka. Koliko tle vidiš, da manjka tega ozaveščanja, kot si rekla, izobraževanja, koliko je to. Kje so te vstopne točke? Izobraževalni sistem je nekaj, ampak recimo pri nas odraslih tudi, kje vidiš, da bi se dalo še kaj narediti? Mogoče v kakšnih podjetjih, ki imajo možnost dostave kakšnih malic, da se mogoče tudi tu da na sistemski ravni poudarek na dostavi kvalitetnejših, hranilnih, polnovrednih malicah, polnih sadja in zelenjave. Res se mi zdi, da nam v splošno v prehrani predvsem te vlaknine manjkajo. Vlaknine, pa da je res tisto zdravo ravnovesje, ker dosti ljudi v želji po kakšnih športnih dosežkih ali pa po telesni preobrazbi preveč posegajo samo po eni proteinski vrsti. Točno to, proteinsko tisto. Čeprav je telo, naš sistem, dosti bolj kompleksen organizem in rabimo tudi vitamine, minerale. Da se te sestavljajo v nekaj, kar našemu telesu koristi. Zdaj, jaz zelo rada zahajam k vam, priznam, odkrito. In recimo tudi nabor teh jedi ni dolg čas. Pri vas lahko vedno že te enolončnice, ki delate, so sezonske in vsakič drugačne. Potem recimo burek, rečeš, burek, kakšen je burek. A nam poveš malo mogoče o teh jedeh, kako kreirate te jedilnike, recepte, kako to poteka? Ja, v bistvu najprej bi povedala, da naš jedilnik, kot je rekla, da je res zelo pester. Jaz, ko začnem naštevati, sem v bistvu na polovici in so stranke že čisto zmedene, ker je enostavno preveč vsega. Naš jedilnik v bistvu je oblikovan tako, da zajamemo čim več različnih skupin živil, obrokov in pokrijemo v bistvu na ta način celoten dan. Lahko pride stranka k nam samo na en hiter sneg, kot je to naš burek s fermentirano čičerikino kremo. Poleg tega ponujamo tudi ostale pekovske izdelke. Za kakšno malico, zajtrk ponujamo razne sendviče. Pa te napitke, to nam še povej, kaj imate? Napitke, poleg kave, ki je sicer tudi od našega lokalnega pražarja, če mogoče verjetno poznate Čokla, pri katerem je tudi bilo eno izmed pomembnih meril, da je iz fair trade proizvodnje. No, poleg te kave imamo še v bistvu ene specialne napitke, razne late oziroma mlečne napitke, ki so na osnovi recimo CBG konopljinega cveta, ki deluje tako poživilno, z dodanim komarčkom in rožmarinom za tak pridih zeliščnosti. Dvigne. Tako, ja. Potem imamo Koji Fan latte, en napitek zelo zanimiv in zelo dobro sprejet, ki je na osnovi fermentiranega ječmena in pa rožičev, ki so kot neka lokalna alternativa kakavu, ki je eno izmed bolj problematičnih živil, kar se tiče trajnostnega vidika.
Potem imamo še pa pumpkin spice latte, to je pa za tiste, ki rabijo malo cukrčka še v življenju, tako da so v bistvu je poudarek na teh zelišč, v bistvu začimbah, božičnih začimbah, kot cimet, kardamom, ingver, da se malo pocrkljamo še, ker tudi to je treba vse v bistvu v ravnovesju. Ja. Zdaj sem te prekinila, ker si dala ta jutranji recimo spekter, ne? Pa so pa kosila, ne? In zdaj te, Kosila, tako. Mogoče, da dobimo navdiha, ne? Tudi za te enolončnice, ki jih vi delate. Meni se zdi to nekaj, kar bi lahko v vsakem gospodinjstvu pripravili in imeli na štedilniku. Točno to, ne? Neka bogata mineštra, v bistvu se sam dodaja in meče osnovne sestavine, osnovne vrste zelenjave, ki jih lahko dobite tudi tu na tržnici, vse v en lonec. Seveda poudarek je na izbiri lokalnih, oziroma predvsem sezonskih sestavin. Zdaj so recimo aktualne kakšne bučke, stročji fižol, paprika, paradižnik. In ko se vse to skuha z malo čarobnimi začimbnimi Skrivnostmi. Tako, skrivnostmi. Sol, poper, se da narediti zelo okusne kreacije. No. Mi še pač pri nas recimo vključujemo te naše delikatesne izdelke, kot so fermentiran čičerikin blok Chico in pa Ajdo Val Bak, ki so hkrati vir nekega umami oziroma močnejšega okusa, poleg tega pa zagotavljajo dober vir beljakovin. Ja. Tako, rastlinski virov beljakovin. In ta fermentacija, ne, cela zgodba tle vzadje, to je tudi neki, kar en zaščitni znak graške. Ne. Ja. Kaj pa to laikom, če nam razložiš, kaj je s to fermentacijo, zakaj je to dobro, a so to neki probiotiki, kaj se zgodi s temi sestavinami? Okay. V bistvu fermentacija, mogoče na začetku se ljudje ustrašijo tega termina, tako, ampak v bistvu ne gre za nič novega, ampak je ena starodavna metoda predelave jedi, s čimer se poveča rok uporabnosti, hkrati pa na ta način tudi povečamo prebavljivost jedi, ki jih fermentiramo. En splošen, res tradicionalen primer je tudi čisto klasično kislo zelje, kisla repa, ampak ja, zdaj kot kontrast tem tradicionalnim izbiram pa so vedno bolj popularni kimči. To je v bistvu korejski princip fermentiranja zelenjave, ampak smo ga recimo mi tudi malo bolj približali našemu tržišču z uporabo bolj lokalnih vrst zelenjave. Fermentacija je prisotna tudi pri teh izdelkih, kot so fermentiran čičerikin blok Chico, kjer smo ustvarili v bistvu en tak zbit blok, ki je mogoče, ga lahko primerjamo kot neka alternativa mlademu siru, dober svež ali pa popečen za v mineštre, kot sem že prej omenjala. Je pa gotovo ena od naših največjih zvezd fermentirana čičerikina krema. To moram zdaj izpostaviti, ker se pojavlja tako v slanih kot sladkih jedeh, prisotna v našem bureku s fermentirano čičerikino kremo. In to še največji skeptiki ne verjamejo, da ni to. Ja, parkrat se je zgodilo tudi, da je prišla kakšna stranka, ki sploh ni dovolila razlage, ker je bila preveč lačna in so samo pojedli in me prav zanimalo njihovo mnenje in so bili dejansko zelo zadovoljni s svojo izbiro, kar pomeni, da je tudi zelo dober približek in alternativa tisti klasični izbiri. Tudi sladolede imate zdaj, ne? Da bomo vedeli. Tudi sladolede, ja, najbolj aktualne zadeve. V večini je ta naša fermentirana čičerikina krema in prav tako zavzame zelo kremen okus kot ta klasičen italijanski gelato. Tako da je neverjetno, kaj dela ta fermentacija in pa kvalitetni rastlinski viri. Poleg tega je še prisotna v drugih sladicah, recimo ta čik, to je naš cheesecake v bistvu, z domačo slivovo marmelado, potem imamo še eno tako lešnikovo pito, v kateri je v bistvu isto zmešana ta fermentirana čičerikina krema, zeliščna rikota, ki jo dodajamo različnim jedem, ki jo lahko stranke v bistvu tudi na rinfuzo kupijo. Se kar ne konča. In še v dodelavi in nove ideje prihajajo.
In zadnjič, ko smo se z Lejo pogovarjali o oblačilih, smo rekli, da če je nekaj trajnostno, to ne pomeni, da mora biti grdo, niti ne pomeni, ni nobenih teh negativnih konotacij, smo rekli, da nosimo do izrabe, da je to najbolj trajnostno. In pri hrani je enako, imamo tudi te stereotipe. Če je nekaj zdravo, je pa za nič ali pa grdo. Zdaj si nam razložila, se pravi, da ni treba, da je nekaj neokusno. Zdaj pa še ta vidik, ker si ti taka estetinja. Kako pomembno je pa tudi to, kako to ponudimo, to hrano, recimo. Koliko se s tem ukvarjate tudi pri vas v Graški? Ja, tudi to je zelo pomemben vidik. Poleg mene je tudi, mislim, da Martin, velik estetik. Pa tudi ostali člani kuhinje, se mi zdi, da se vsi toliko smo se zdrilali, da hočemo dostaviti strankam čim bolj dovršene jedi, da se najbolj izrazijo tiste barve in okusi. In s tem načinom, mislim, v bistvu tudi sami sebe na ta način predstavimo v najboljši možni luči in širimo dobro vest v bistvu. Ja, in ljudje radi prihajajo. Malo mogoče še o klientih oziroma vaših gostih. Kaj opažaš? So mlajši, starejši, turisti, Ljubljančani? V bistvu je kar cela paleta. Najprej, mogoče od začetka, odkar smo konec oktobra odprli, smo najprej privabljali te radovedne sosede, naključne mimoidoče, mogoče med tednom, med vikendom je aktualna ljubljanska tržnica in so se ljudje mimogrede ali pri odhodu na tržnico ali pa po vračanju od tam vračali, v bistvu ustavili tudi pri nas. In smo jim postopoma malo približevali, tako čist diskretno predstavljali naše temelje, mogoče ponudbo, kako v bistvu združujemo to tradicijo s sodobnostjo in se mi zdi, da smo tudi na ta način privabili in obdržali marsikatero stranko. Če kdo ne ve, to je v centru Rok. Res je. Ste postavljeni. In zdaj recimo to je ljubljanski krožni abonma. Abonma pomeni, da se vračamo, a je tudi pri vas tega vračanja Ljubljančanov. Zato sprašujem, ker turist pride in gre. Mi meščani smo pa tisti, ki se pol nekaj navadimo, navdušimo. Koliko že opaziš, da imate nekih abonentov tovrstnih? Ja, moram reči, da vedno več. Se pravi, dobro delo in kvalitetni obroki, kvalitetni izdelki in nasploh storitev so tisti, ki dejansko največ pomenijo v našem razvoju. Zadovoljna stranka je, se pravi, to dejansko gre na nek način tudi dosti po ustnem izročilu. Ni vse TripAdvisor ali pa Google Maps, ampak od ust do ust je... In kdo koga pripelje še, in tako se to širi. Dali smo v naslov, da je to super hrana za super formo in zdaj, ker prihaja, da prihaja poletje, že tlele zunaj, danes smo videli, koliko je vroče. Kaj bi bil en tvoj nasvet v smislu tega, čez te poletne mesece, kako si sestaviti nek jedilnik, da nas ne preobremeni, in da nam to formo, kot si rekla, ohranja in okrepi. Kaj bi bilo za poletne dni? V bistvu je prva gotovo hidracija. Se mi zdi, da se še vedno ne daje dovolj poudarka. Ljudje smo vse prehitro lačni, kot smo dejansko žejni, kar je pa lahko v poletnih dneh in ob teh prihajajočih visokih temperaturah zelo nevarno za naš organizem. Tako da hidracija, ki jo pa lahko poleg vode seveda dosežemo s kakšnimi osvežilnimi limonadami in pa vnosom sezonskega sadja in zelenjave. Poleg te tekočine, v bistvu hidracije in sadjem in zelenjavo v bistvu dobimo tudi dovolj vlaknin, ki nas ohranijo dlje časa site. Poleg tega pa ne preobremenjuje preveč našega organizma in ne prinašajo nepotrebnih dodatnih kalorij, če jih v tistem trenutku ne potrebujemo. In v tej vročini nam itak ustreza malo bolj light hrana, kvaliteten vir beljakovin in pa ogljikovih hidratov, kot so že omenjene žitarice, kakšne kvalitetne vrste kruha, če je treba pripraviti obrok bolj na hitro. In se mi zdi, da je vse v bistvu res na dosegu roke. Ni nekaj prav potratno. In zdaj, če gremo pa na počitnice, recimo, da gremo na neke destinacije, kjer ni to vrstne hrane, kaj od teh vaših izdelkov pa imamo lahko ti za prvo pomoč, SOS s sabo, pa da se nam ne bo pokvarilo, ko gremo na pot? Imate kaj takega?
V bistvu je dobro, da te sestavine kar čim prej porabimo. Mislim, seveda je dobro, da imamo s sabo kakšno hladilno torbo. Ja. Kot v starih dobrih Včasih. Mislim, imamo kakšne priročne namaze. To je nekaj, kar... Ja, tako za snack na vmesnih postankih. Da si piknik naredimo. Točno to, piknik. Potem imamo te ajdove valje, ki so kot neke, ne vem, lahko si damo kratko na kruh ali pa čiko, si ga samo zavijemo v sendvič, kombiniramo z namazi, malo svežega sadja, zelenjave. Pa se mi zdi, da smo na dobri poti. Evo, super. Kakšna lokalno pridelana, ne vem, semena, kakšna bučna semena, seveda v nekem zdravem razmerju, ker tega zna biti kar hitro preveč. Bučna semena, sončnična semena se mi zdi, da so taka najbolj slovenska živila. Pa konopljena tudi. So hkrati dober vir maščob in beljakovin. Tako da s temi sestavinami se daje dober piknik in imeti nekaj s sabo za prvo pomoč. Imate pa tudi v Graški neke posebne dogodke. Mogoče še malo nam to poveš, s kom sodelujete in kako to organizirate in kaj nas čaka zdaj? Ja, čaka nas zelo pestro poletje. V bistvu smo že zdaj uspešno izpeljali en food market event. V bistvu smo se povezali z domačimi dobavitelji, kot so Iza kombuča, naši sosedje Tabar, in smo pripravili en tak rastlinski ulični izziv, v kateri so se tudi recimo naši sosedje malo preizkusili v kreiranju dveh različnih menijev, rastlinsko baziranih. In s tem smo dejansko privabili tako domače, lokalne prebivalce mesta Ljubljana ali pa širše slovenske regije, pa v bistvu tudi veliko turistov. In doživeli kar en bučen aplavz v bistvu, če lahko tako rečem, ali pa res dober odziv strani publike. In spet ena dobra praksa, povezovanje teh, ki ste tam. Torej, vi se nimate za konkurente, ne? Ne. No, to se mi zdi mogoče tudi. Čeprav ste v isti dejavnosti, ne? Ni zdaj tekmovanje med vami, ampak gre za podporo. Zelo eno lepo sporočilo, tudi v tem smislu. Tako da zdaj za poletje, se pravi, bo še en tak dogodek? V bistvu bomo za te dogodke izkoristili čim več lepih petkov oziroma sobot. To bo vse v bistvu možno spremljati. Tako da to kar vemo, petek, sobota. Tako, ti dnevi približno, da planirate. Da vemo, če smo možgani, Tako, ko bodo lepi dnevi, da res izkoristimo, pa koncept centra tudi popeljemo do centra Rog in v bolj ta del, ki se zdaj vedno bolj razvija. Se verjetno nas je večina že obiskala malo širši center do konca Poljanske, zelo lepa promenada se je razvila, lepi projekti so v pripravi oziroma se že dogajajo, razni lebi v samem centru Rog. In je res dosti nekaj inspiracije na enem samem mestu. Ja, tako da za mesto Ljubljana. Že z radovednosti v bistvu lahko pride ali pa sam pogledati. Vse čute, in že voditi. Tako. In ostalo. Zelo lepo. Zdaj, Martin ima tudi, tako kot smo začeli s tem, s to neko filozofijo, z nekimi vrednotami, kaj je ta, to smo rekli, ta graška model kot poimenovan. Mogoče ti, kot nekdo, ki sodeluje v tem timu, kaj so tiste neke temeljne vrednote, po katerih se vi prepoznate, sestavljate, mogoče tudi to ekipo graške gradite? Ker te kadri so vedno problem, sploh pa v gostinstvu, da rečeš, kje se najde, koga se ga ne najde. Kako vam to uspe? V bistvu mislim, da so naša največja načela delo in povezanost kolektiva. Predvsem to. Ne vem, nekako smo imeli to srečo, da smo se našli podobni po teh nekih načelih in trajnosti in ljubezni do hrane, do polnovredne rastlinske prehrane, tudi estetike, želji po pridobitvi večjega števila ljudi, novih strank, da res ljudi seznanimo z nečem dobrim, kar je dobro za okolje in za človeka.
Ja, ker to je mogoče tudi eno lepo sporočilo za mlade, kje so vse neke karierne priložnosti. Ker če rečeš, v gostinstvu grejo dostikrat delati študentje za tiste, da kave kuha in zaslužijo ne vem koliko evrov zdaj na uro. Pri vas ste pa res in visoko izobraženi in z vsemi temi kompetencami, res en tak močen tim. Se pravi, da je neka formula zadaj, da vas pritegne in zadrži. Ja, mislim, da vidimo neko širšo filozofijo in gledamo on stran meja Slovenije, mogoče sploh v teh, vsaj zase, pa mislim, da tudi za Martina lahko rečem, kakšna Danska, katere model trajnosti se odraža na številnih ravneh in v prehrani in v načinu gradnje, res. In je to ena ogromna inspiracija. In pol tudi tu neke vzporednice vlečemo in se trudimo, te modele recimo iz Skandinavije povezati z trenutno situacijo v Sloveniji in pa da še hkrati obdržimo nek del tradicionalnosti in spoštovanja domačega in tega, kar je že bilo narejeno. Ja, hkrati ste lokalni, to, kot si rekla, umeščeni v ta prostor, razumete ga, vključujete, ampak sodelujete pa tudi s širšim svetom. In ena od vaših ambicij ali pa tudi že kar počnete, je tudi sodelovanje z partnerji izven Slovenije. Kaj se pa tukaj kaj dogaja? Kam nas boste vse ponesli? V bistvu imamo nekatere surovine. V bistvu mi se trudimo vse surovine dobiti v enem radiju recimo 1000 kilometrov od naše baze, da so res regionalne, če že ne lokalne. Tako da smo se povezali tudi z enimi partnerji iz Italije, od katerih pridobivamo čičeriko in borloti fižol. S kolegi iz Hrvaške v bistvu sodelujemo pri proizvodnji in dobavi soje. Potem pa imamo še ene partnerje v Srbiji, s katerimi sodelujemo pri pridobivanju tega zelo poznanega oyster jerkyja oziroma dehidriranega bukovega ostrigarja. Tako da smo kar malo bolj razpredli mreže po Balkanu in pa še v en del Italije. Ja, ker to se kdaj premalokrat zavedamo, koliko priložnosti v tem prostoru še je za to izmenjavo. Kaj pa v odnosu, ker to je tudi vedno vprašanje do trgovcev, recimo, koliko pa ste v sodelovanju recimo z temi trgovskimi mrežami, a vas gledajo, vas vabijo, vi trkate na vrata ali ste ostali butični in je to vaš model? V bistvu sodelujemo tudi s Sparom Slovenija. Smo tudi bili del projekta Štartaj Slovenija, zdaj nazadnje, s tem fermentiranim čičerikinim blokom v 3 različnih okusih. In naši izdelki so večinoma tudi dostopni v Intersparih po Sloveniji, pa tudi v teh lokalnih trgovincah po celi državi. Se pa tudi trudimo, to se pa v bistvu zaenkrat še sproti dogovarjamo za različna partnerstva in poskusne izvoze naših izdelkov. Še na druge trge. Tako, recimo v Avstrijo, avstrijsko Koroško in pa v bistvu tudi na Hrvaško. Super. In zdaj za nas tukaj stanujoče v Sloveniji, v Ljubljani, če se sfokusiramo, se pravi, lahko dobimo pri vas obroke, lahko kupimo izdelke, lahko jih dobimo, če sem prav razumela, tudi v izbranih trgovinah, v Sparu, nasploh v mreži, pa tudi v manjših. In kaj pa to, kar si omenjala, te žitarice in to, a to tudi se da kupiti pri vas ali to pa ne? Kot recimo ajda in... Ajda, proso, take stvari? Zaenkrat še ne, ker tudi v bistvu jih mi dobivamo od enih lokalnih oziroma slovenskih dobaviteljev. Se pravi, to moramo imeti enega drugega še dobavitelja, ostalo ampak mislim, razni ti pridelovalci so v Sloveniji prisotni povsod, res je. Vir kvalitetnih surovin, gotovo. Tako da zdaj lahko odpreva, auditorij, zdaj so povedali, kaj vse imate, kako jesti, kako graditi to svoje telo, da bo v dobri formi. In prosim, vprašanje za Evo. Jaz bi nekaj vprašala. Omenili ste, da imate kavo. Ja. Kaj pa vi menite glede na to, da je zelo veliko beremo o tem, da kave ne smemo preveč piti, da je v bistvu postanemo lahko več odvisni od kave, da
če jaz eno zjutraj, pa ne absolutno še drugo, kakšno pa vaše mnenje o tem, pa kakšna je pa, zakaj pa je vaša kava, se vam zdi boljša, je to potem tudi boljša za organizem, a vašo kavo lahko spijemo, druge pa več ne? V bistvu je bila kava eno tako posebno področje ali pa vir ene polemike, zato ker sama surovina ne predstavlja najbolj trajnostne surovine, ampak smo glede na potrebe obiskovalcev in v skladu s tem, da kava prihaja iz Fairtrade trgovine, naredili eno izjemo, ker lahko z zagotovostjo trdimo, da prihaja iz plantaž, kjer so delavci pošteno plačani za svoje delo in delajo v humanih razmerah. No, torej, kar se pa tiče tega hranilnega vidika, pa bi v bistvu rekla, ja, da je po mojem mnenju dobro, da spijemo 1 do 2 kavi dnevno, brez nekih dodatkov, načeloma kot je sladkor, v kakšnih izjemnih situacijah seveda, zakaj pa ne. In da čim manj mešamo z drugimi raznimi napitki, mogoče tudi s temi rastlinskimi napitki ali pa z navadnim mlekom, ker se mi zdi, da potem tudi izničimo efekt same kave, samega kofeina. Je pa hkrati dobro, da se zavedamo, to pa mora vsak posameznik sam vedeti svoj prag tolerance na kofein, kako dovzeten je potem za nespečnost, ker dobro je, da vsaj 8 do 12 ur pred načrtovanim spancem ne zaužijamo več kofeina. 8 do 12. Ker je razpolovna doba ravno toliko, 8 do 12 ur. Ja. Zjutraj. Zjutraj ali pa zgodaj popoldan, opoldan bi jaz rekla. Če gremo v polnoči spat. Ja. Zdaj poleti. Ja. Poleti, ja. Popoldan pa kakšne se tudi najdejo, kakšne žitne alternative. Žitna kava je ena dobra izbira. Ali pa mogoče tudi mača. Tako. Mene pa zanima, odkot ime Graška. V bistvu pa ime Graška izhaja iz Graške gore na Koroškem, od koder prihaja naš Martin, direktor. Tako da v bistvu, ja, to je idejna zasnova. Zapis je samo drugačen, ne? Samo zapis je malo, ja. Ja, kuča tudi, ne? Prej, ja. Ja, malo tako na šaljiv način, no. Trudimo tudi samo naše oglaševanje oziroma naše objave na Facebooku, Instagramu so take malo rogajoče, ne bom rekla čisto provokativne, ampak šaljive. Ja, da je tudi nekaj pozitivnega, da nismo tako zategnjeni v tem, ja, ne? Da so to neke mogoče teme, nas tudi to ločuje od koga drugega. Ja. Da ne strašite, če ne boste jedli tega. Ja. Ne boste, ja. Še kako? Ja, eno vprašanje, Mateja z festivala Soundgarden. Mi delamo en festival v Velenju teden, in ena okrogla miza je ravno na temo prehranske varnosti Slovenije. Kjer imamo predstavnike teh oskrbovalnic in pač ta krožna zgodba, kaj obstaja že v Sloveniji in na kak način ti to hrano lahko dobiš tudi domov, te sistemi. In veliko je govora v tem trenutku na temo, kaj bo v prihodnosti. Zdaj pa me bolj zanima, a boste šli vedno tako na več surovin, ko jih boste iskali drugje, kje mi kot Slovenci lahko ohranimo, da je hrana zdrava, da je lokalna, da ne gremo potem samo v trendovsko, rastlinsko zgodbo, ampak potem pa vse izvažamo recimo ven. Kje je mogoče vaš plan ali pa strategija v prihodnjih letih, da boste ohranili to tudi slovensko? Ja, v bistvu je v prvi vrsti naša misija te naše izdelke, produkte, pa tudi filozofijo predstaviti širši Sloveniji in da jo bodo prebivalci znali bolje sprejemati. Ker, kot sem že rekla, ta tradicionalizem je pri nas še vedno preveč okrepljen na nek negativen način. Jaz sem sama velik pristaš tradicionalizma, ampak znam pa tudi sprejemati drugačnost oziroma novitete in se izobraževati o nekih trajnostnih pristopih. In ko se bodo Slovenci, ko se bomo dosti bolj zavedali neke
kulturne oziroma zapuščine, ki nam je dala naša zemlja, naša polja oziroma naravne dobrine in bodo začeli raje izbirati domače pridelovalce, ne vem, že iti na tržnico oziroma do domačega peka po kruh, ki ga je sam zamesil. Takrat bomo lahko šli v to smer in ja, proti tej prehranski varnosti Slovenije. Ker dokler pa iščemo samo najcenejšo hrano, ki je trenutno po miselnosti širše skupine ljudi najlažje dostopna, ali pa tudi na drugi strani imamo vegansko prehrano, ki pa zavzema kupovanje avokadov, izdelkov iz kokosa in surovin, ki so iz popolnoma drugih koncev sveta. Embalirane, pripeljane. Ja, točno to je. In je ta dobavna veriga res ekstremno predolga. Vse te situacije onemogočajo, da bi v tem trenutku lahko rekli in potrdili, da smo prehransko samozadostni in varni kot država. Pa boste šli kdaj tudi v ta izobraževalni sistem, da boste imeli tudi vi ravno to primerjavo? Ja. Ja, tudi v to smer v bistvu želimo iti. Okay. Tudi sama, mogoče kot prehranska strokovnjakinja in bodoča magistra prehrane, se mi zdi, da je ta vidik trajnosti mogoče tudi na področju izobraževanja iz prehrane, prehranskih študij še ne dovolj raziskane ali pa izpostavljene. In bi mogoče tudi ta korak morali v šolstvu narediti, kot smo že prej govorili, na ravni osnovne šole, mogoče v bistvu že v vrtcu, kjer se tudi začnejo neke skupnostne prehranjevalne navade. To se mi zdi, se bomo naprej nadaljevali. Samo to se mi zdi tako dobra ideja, ker ste zdaj vidve razvili. Ja. Mi veliko govorimo tudi o tej pismenosti, trajnostni pismenosti, krožni pismenosti, da sploh razumeš stvari. In to, kar ste rekli, mogoče čisto take ilustrativne. Namesto enega avokada enako stvari dobim z temi lokalnimi stvarmi. To so lahko taki luškani plakati, zelo enostavni. Mogoče bi bila to ena pobuda, tlele kar nekaj znanja spet v tem prostoru, za narediti par takih, ker ljudje smo zelo leni, pa vizualnih krat. Če to vidimo, namesto avokada to... naredijo pol... Ja, in mogoče imate v Vraški lahko to, pa naredite še koledar 12 mesecev. Evo, pa imamo eno super. Lokalne alternative, na primer. Ja, lokalne alternative. Lokalne in sezonske. Ja. Dobra ideja, hvala. Ja, še kakšne, evo, se bojo rodile dobre ideje. Jaz imam še vprašanje. Kakav je podoba na nekaj kava? Težko zagotavlja trajnostno pridelavo. A ste že pomislili, da bi naredili kakšen izdelek, ki bi bil alternativa čokoladi? Razen tega kakava z rožičem. V bistvu zaenkrat je rožič to naša glavna alternativa, ker so dobro uspeva tudi pri nas, pa tudi nudi podoben okus, neke senzorične lastnosti, kot jih ponuja kakav. Tako da ja, če bi šli v to smer, zaenkrat še sicer nismo toliko razmišljali o tem, ampak je pa tudi ena zelo dobra ideja. Je pa hkrati res, da tudi lešnik, ki ga imamo v nekaterih naših produktih in pa recimo pitah ali pa sladoledu, nudi tudi zelo poln okus in tak globok karamelen, kar je mogoče lahko tudi še ena od alternativ. Ali pa mogoče fusion lešnika in rožičev. Spet ena ideja. Evo, nove recepture. Še meni se še eno, bomo porodilo vmes vprašanje. Eno je tale embalaža, ki je problema pri teh stvarih. Drugo je pa, to sem pozabila vprašati, koliko imate vi kaj zavržene hrane? Ker nimam občutka, da kaj niti da dosti ostaja pri tem, kar ljudje jejo. Koliko pa za pultom oziroma v kuhinji, kako je s to količino neke zavržene hrane pri vas v Graški? V bistvu... Lahko rečem, da res zelo majhna, mislim, ker nimamo teh... Se mi zdi, da so tropske surovine tudi en velik vir zavrženih, neuporabnih delov, ne vem, bananini olupki, avokadovi olupki, kokosov oreh, ki ima zelo trdo lupino.
Ok, imamo limone, res je, ampak tudi to se da zelo lepo uporabiti, kakšna ekološka limonina lupinica. Mislim, da se res maksimalno izkoristi celoten sadež. Pomaranče uporabimo tudi lupine, v bistvu mislim, da skoraj da ziher za izdelavo domače pomarančne marmelade, ki je pol na naših sladicah. Tako da se trudimo optimizirati v vsakem koraku tega procesa. Razmišljam, tam gledam vas, projekt Care for Climate ima ta segment recimo vezan na zavrženo hrano in ideje tudi, kako preprečevati. Spet ena dobra pobuda, kako že misliti, ko imaš najprej, katero surovino boš izbral, potem pa to surovino, kako jo izkoristiti do konca. Tako kot si rekla, recimo pomaranča, da niti olupek ne bo šel v smeti, pač moraš imeti biološko pomarančo. Tako da evo, še ena podideja od koledarjev do... Evo, še kako, vprašanje tam, še manjca. Zaenkrat ne, tako zanimivo. Še kdo? Kako vprašanje? Če ne bom še... Zdaj se veliko govori o mesu predelanem v laboratoriju. Me zanima, kaj si tukaj mislite o tem. Je to dobra alternativa? Čisto odvisno je od vhodnih surovin, seveda. Ne poznam točne sestave, iz katerih se izdeluje, ampak navadno gre za neke, mislim, da sojne, pa mogoče grahove beljakovine. Tudi rdeča pesa. Mogoče rdeča pesa je po mojem za barvo, ker vseeno zagotavlja vlaknine, barvo in pa mogoče kakšne antioksidativne sestavine, ampak za samo strukturo pa morajo biti... Neki proteini, neki to gojijo. Po mojem tako grah pa soja. Delajo že iz matičnih celic. No, vse to, Tudi to, ampak... sploh ni nič več, je čista kemija. Ali ne kemija. Se jaz tudi sprašujem. V bistvu so različne vhodne sestavine. Lahko so te matične celice, kjer je pač osnovna sestavina vseeno neka, čist na začetku neka zarodna celica, mislim pridobljena iz živalskih celic. Potem se pa generira, ampak potem se pa generira tako kot neka, po mojem, laboratorijska alternativa, ki je pa čist sintetična. Zdaj ne vem, mogoče je to iz strani potrošnika malo, ali pa pri nas tradicionalistih kar precej manj sprejeto. Verjetno so kakšne sojne ali pa še bolje rečeno grahove beljakovine. Grah je vseeno zelo lokalna, domača sestavina, bolj sprejemljive. Na koncu sicer ne vem, kakšno teksturo in senzorično izkušnjo ponujajo samemu potrošniku. Nimam toliko izkušenj iskreno s tem, ampak je pa zanimivo področje in ponuja veliko novih izzivov in priložnosti. Slovensko podjetje, Juicy Marbles, ki je zdaj že mednarodno in zelo, kako bi rekla, prepoznano. Kako oni tudi delajo? Tudi svetovnem merilu. Vem, da so oni prešli iz enega mini 3D garažnega printerja na en tak printer, ki je dejansko mogoče velik kot ta celotna soba. In je neverjetno, kako gre ta razvoj že samih 3D printerjev v par letih naprej. Ker to je razmak par let. Neverjetno, ker tisti njihov... Mislim, da Kako? Zakaj pa ga je treba naprintati? Zato, ker so hoteli poustvariti steke. Teksturo, to, kar je rekla. Tekstura, Zgleda kot... oni so prav zato, ker si omenila teksturo, senzoriko, ti vidiš, da je biftek, pa ni, mislim, ni meso. Ali pa nek steak, Oni so v bistvu želeli, po mojem, da najbolj pridobiti nek prototip mesa za vse tiste, ki so se v veganstvo, v živalim prijazen način prehranjevanja podali predvsem iz etičnega vidika. Mi se pa mogoče v bistvu niti nočemo zdaj ustvarjati nekih mesnih alternativ, ampak ekstrahirati iz tistih kvalitetnih rastlinskih virov tisto najboljše, da zagotovimo najboljšo senzorično izkušnjo, hkrati smo pa okolju prijazni.
To se mi zdi en tak spet paradoks teh časov norih, v katerih živimo, ne? Kaj nekaj ne bi, pa oponašamo tisto, kar ne bi. To je zelo zanimivo. In potem ješ, ne vem, hrenovke, ki so veganske ali ne vem kakšne sirke. Zadaj je pa veliko nekih umetnih aditivov, ki so za telo zelo obremenilni. Koliko s tem, ko se nekdo odloča za to vrstno zdravo prehranjevanje, naredi sebi v resnici dobrega ali pa slabega, ker naravi je ogromno slabega, že kar smo prej rekli, embalaža, dolga transportna pot, vse to. Ampak kaj je tam vse noter, teh aditivov verjetno? Ja, če le gremo brati te deklaracije, se na njim znajde marsikatera sestavina, o kateri gotovo nimamo pojma, ker gre za dosti nekih sintetično pridobljenih aditivov, ki omogočajo daljši rok uporabe in pa neka polnila oziroma zgoščevala, ki hkrati naš sistem naš sistem samo obremenjujejo in so mogoče tudi vir nekih dodatnih prostih radikalov in pa oksidativnega stresa, ki se dogaja v nas. Si naredimo slabo. Ja. In je itak že z vseh strani samega okolja, onesnaženosti prisoten v vsakodnevnem življenju in pa vseh ostalih triggerjev, kot so stres, na delovnem mestu, kajenje, pitje alkohola, prekomerni količini, že zrak je ogromen vir teh prostih radikalov. Tako da ja, trudimo se, po mojem je pomembno, da se čim bolj trudimo brati deklaracije in če so sestavine vse približno takšne, da imamo o njih osnovno predstavo, smo na dobri poti, da izberemo dobra živila. Da prave stvari damo v telo. Kaj pa recimo na taki deklaraciji res ne sme biti, da rečeš, ok, to pa res ni dobro za mene. Če greš v trgovino, ne poznaš izdelkov, bereš deklaracije, za pol stvari ne vem, kaj pomeni. Dostikrat nekaj, kar je pogosto, pa res ni dobra stvar. Jaz bi rekla, da kakšni razni modificirani škrobi, ki so neka zgoščevala, ki dajo izdelku polnost, poln okus, hkrati pa so vir, v bistvu doprinesejo kar dosti k nabiranju, kopičenju kilogramov oziroma predvsem nezaželenih maščobnih oblog, ki pa potem nadalje lahko v procesu akumulacije skozi leta vplivajo tudi na kopičenje okoli naših vitalnih organov. Tega pa gotovo nočemo, ker to lahko kasneje vpliva na razne srčno-žilne zaplete, bolezni ledvic, jeter in pa konec koncev poveča dovzetnost za nastop modernih nenalezljivih kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, torej demenca, Alzheimerjeva bolezen, srčno-žilna obolenja in še naprej. To pa v bistvu naš moderen način življenja žal le še spodbuja, sploh pa hiter tempo, ki ga doživljamo skozi vsak dan. In zato je pomembno tudi, da se na tem področju prehrane v nekem trenutku, ko je le možno, ustavimo in malo zazremo vase, kaj v bistvu lahko naredimo, spremenimo zase in pa mogoče tudi za širše okolje, za družbo in za okolje. Še kako vprašanje? Mene pa zanima, jaz, ko sem taki prvi korak naredil, v rastlinski prehrani, je bilo pred leti, ko sem bral eno knjigo o makrobiotiki in takrat sem naredil to, neko očiščevalno kuro. A tudi kaj na ta način imate kakšne stvari, da ti kot za neko vrste razstrupljanje ali tako v tej smeri niste zdaj nič? V bistvu sama osebno menim, da ima telo samo zelo, če že nimamo neke imunske pomanjkljivosti, samo dovolj dobre kapacitete, da se regenerira, očisti, brez kakršnihkoli čudežnih praškov ali pa posebnega odrekanja. Mislim, da je še vedno največji catch v doseganju ravnovesja med zdravju koristnim in pa tudi poseganju po nekih stvarih, ki pa malo napolnijo dušo. In dokler nimamo prevelikih težav z odvečnimi kilogrami ali pa drugimi zdravstvenimi stanji, se mi zdi, da dokler je neko ravnovesje, da smo na dobri poti,
da ohranjamo telo in pa duha v dobrem stanju. Tako. Ja, to si tako lepo rekla, ne? To ohranjanje ravnovesja pa vračanje k eni enostavnosti. Enostavnosti, točno Ne, to je. Ker je to, kar smo zadnjič ugotovili, ne, več vem, manj potrebujem, enako prehrani. A ne. Tako smo bombardirani tudi z vsemi sporočili, a ne, spet ta anksioznost pride na plan. A ne. Aha, Ja. ne smeš tega, če boš to, boš imel uno, ne, in potem zboliš že v Ja, same ja. misli, Od ničesar, ja. na to, da je tako vse delaš narobe. Ne. Ja. Tako da ta Točno to. nasvet, ki si ga dala, se mi zdi, samo mene se je prav zdaj dotaknil, tako pomirjujoč, a ne, da če znamo poslušati, ne, kaj naše telo potrebuje in to vnesti, in to mogoče tudi kako jesti, ker tudi da ješ, pa gledaš na telefon, pa še govoriš po telefonu. Točno to neko intuitivno prehranevanje, ker kot smo že govorili, ta hiter tempo življenja je uničujoč iz marsikaterega vidika in ja, tudi iz tega pogledano intuitivnega prehranevanja je zelo pomembno, da ta del ozavestimo in da ko smo pri hrani, da smo res v tem momentu in začutimo vse, kar jemo. In potem je tudi tista senzorična izkušnja toliko bolj prijetna in smo na koncu pomirjeni sami s sabo, ker smo vase vnesli nekaj dobrega, kvalitetnega, hranilnega in pa okusnega. Tako da tudi Tako da pokrijemo širše vidike prehranevanja. Tega. In verjetno, če na ta način pojemo, ne, tudi dalj časa enositost občutimo, kot Točno če to. sploh ne vemo, da smo jedli, ker smo vmes. Ne, to je pomemben proces, da Ja. ozavestimo, da smo mentalno pri stvari. Ja, tako da kaj jemo, kako jemo, s kom jemo. Tudi to, Tudi vse. družba šteje. Ogromno dejavnikov, Ja, tako. veliko dejavnikov. Ja. Še kakšna pobuda, vprašanje? Ne? No, se bomo držali točnega, pa bomo še v neformalni govor stopili. Mogoče da zaključiva še z, prej sva dali, si lepo povedala par stvari za kako skozi poletje z recepti. Zdaj pa, če strneva še vse te modrosti, ki si jih natrosila, mogoče, ne, zdaj smo se dotaknili tega, kako jesti, kaj bi bil nasvet vsakemu, a ne, v odnosu do hrane, ne, ko se to temo naslovi, kaj je tisto, kar naj se vprašamo in na kaj naj si odgovorimo, da bo prav za nas? Po mojem je odgovor na dlani, torej enostavnost priprave, čim manj kompliciranja, izbira lokalnih sestavin, sezonskih, da je res aktualno v tem času, in pa da imamo neko ravnovesje beljakovin, ogljikovih hidratov pa vlaknin, no. In da se res hidriramo. To. Evo, tako da bomo zdaj povabili na hidriranje, tamle je voda. Najlepša hvala, da si bila naša gostja in Martinu tudi, da nam je pomagal tudi pripravljati malo teh vsebinskih točk. Tako da vso srečo Graški in tebi in celi ekipi in en aplavz.